Na novinarski konferenci ste predstavili poslovanje v letu 2019. Kako ga ocenjujete? Poslovanje v letu 2019 je bilo pozitivno. Imamo 45.000 na koncu nekako presežka oziroma smo nekako na pozitivni ničli. Sicer ni bilo še obravnave na svetu zavoda, tako da to bomo bolj natančno predstavili podatke na svetu zavoda in kasneje lahko tudi kaj več seveda splošno povedali za javnost. Pripravljate pa se na sanacijo, na kar 3 sanacije v sami splošni bolnišnici Jesenice, še prej pa morate urediti prostor, kot ste imenovali, ker naj bi bili ti bivalniki postavljeni, v katerem boste namestili bolnike v tem času. Žal smo bolnišnica z najmanj kvadrature, kvadratnih metrov na posteljo na pacienta v državi. Sanacija, ki se dela, je v bistvu trojna, energetska, pri kateri se menjajo okna na stavbi, se menja obloga, izolacija, tudi se klimatizacija prostorov naredi centralna in seveda tudi svetila in tako naprej, pač energetska sanacija. Vrednosti cirka 5 milijonov, natančne številke so približno tu okoli. Potem imamo še sanacijo protipožarno, ki ravno tako prizadene celo hišo in pa seveda tudi prenovo lekarne, ker ni več arhitekturno, ni več primerna in tudi seveda z aparati, ki jih imajo, ni več primerna za delovanje, zato so te investicije strani države. Investicija v energetsko sanacijo je podprta z evropskimi sredstvi in pa seveda tudi z naše strani. Ker nimamo prostora, moramo narediti na dvorišču bolnišnice, kjer je bilo prej parkirišče, dvorišče, sedaj bo pa gradbišče in ob gradbišču bo tudi kontejnersko naselje, veliko približno 30x15 metrov, mislim, da 27-28 kontejnerjev pride združenih v en oddelek, kamor bomo preselili oddelek zdravstvene nege in potem ta oddelek prazen izkoristili, da bomo prestavljali iz pritličja v 3. nadstropje, ko bo pritličje narejeno, potem prvo nadstropje gor, tako da bomo, ko bi rekli po domače, ko mačka mlade, prestavljali oddelke, da bomo lahko ob tem normalno delali. Sama sanacija naj bi potekala 15 mesecev. Sama sanacija je planirana 15 mesecev, s tem, da mi srčno upamo, da se bomo lahko z izvajalci del dogovorili, to je Kolektor, da se stvari skrajšajo za ta selitev v ta začasno namestitev, ker to sigurno ni standard, ki bi si ga pacient želel, ampak drugače enostavne stvari ne moremo speljati. Kakšna je finančna struktura, v nekaj financira Ministrstvo za zdravje, nekaj sami? Tako je, mi pri energetski smo tudi sami, pač so dokumentacijo in to, kar je bilo potrebno, do sedaj je bilo približno pol milijona, dodajamo še cirka 900.000, zaprav to je naš vložek, potem je vložek evropskih sredstev, cirka 1.800.900.000 se mi zdi in potem še ostalo ministrstvo. Tako da je tukaj zelo različno financiranje, ostala financiranja so pa državna, ministrska. Kako bo pravzaprav potekala sanacija tega zdravstvenega dela v splošni bolnišnici na Jesenicah? Pravzaprav govoriva o 3 sanacijah, gre za energetsko sanacijo, protipožarno sanacijo in za obnovo lekarne. Kar je pomembno za ta bolnišnični del je predvsem to, da se bojo oddelki obnavljali tudi od znotraj, se pravi, zamenjala se bojo okna, stavbno pohištvo, radiatorji, uredila se bo klimatizacija celotne hiše, tako da bo to kar velik poseg v prostor, v katerem bojo pravzaprav takrat bivali tudi pacienti. Za ta namen bo pred bolnišnico nastavljen nek kontejnerski nadomestni objekt, v katerem bojo nameščeni pacienti iz oddelka za zdravstveno nego. Ta matični oddelek za zdravstveno nego pa bomo uporabljali kot nadomestni oddelek za tiste oddelke, ki jih bomo obnavljali. Pomembno je to, da bojo v določenih obdobjih motene tudi podporne storitve, kot so na primer izvajanje radiološke diagnostike, laboratorijske
laboratorijskih preiskav. To je za nas pomembno, zato ker so to zadeve, ki jih vsakodnevno potrebujemo za kvalitetno delo z bolniki in bojo zahtevale kar nekaj prilagajanja. Kateri so tisti oddelki, ki naj bi bili obnovljeni? Je to interni oddelek, kirurški, abdominalni? Obnovili bomo celotno bolnišnico, celotno stavbo A. To v praksi pomeni vsi bolnišnični oddelki, laboratorij in ambulantni del. Kako je sedaj s kadrom v bolnici na Jesenicah? Kot vemo, je del bolnišničnega oddelka zaprtega. Je še? Oddelek je še vedno zaprt oziroma zmanjšano je število postelj na tem oddelku. Kadrov v zdravstveni negi še vedno primanjkuje. Primanjkuje ga v celotni Sloveniji, posledično ga primanjkuje tudi v splošni bolnišnici Jesenice. Sicer poteka niz aktivnosti na področju samega iskanja kadra, tako tehnikov zdravstvene nege kot diplomiranih medicinskih sester na več nivojih, tako znotraj bolnišnice, preko zavodov za zaposlovanje, preko iskanja samih portalov za zaposlovanje. Poleg tega je pa ena stvar, ki me pa veseli, da v zadnjem času ni več odhodov kot v tem času eno leto nazaj oziroma se je zmanjšalo število, pa moram tudi poudariti, posebej veselo novico, da je tudi prijav več v tem času, kot je bilo eno leto nazaj. Še vedno pa nam manjka veliko število kadra. Naši razpisi, tako za določen kot za nedoločen čas, se gibljajo tam nekje od dobrih 35 pa nekje čez 40. Ta številka se spreminja.